800 tisočakov za drugo fazo opremljanja cone v Dobruški vasi. Slovenska tolkalista prva na svetu. V Črnomaljskem domu starejših razstava Denar sveta. Dober večer. Dobrih 800 tisoč evrov nepovratnih evropskih sredstev je na razpisu gospodarskega ministrstva za drugo fazo opremljanja poslovne cone v Dobruški vasi dobila škocjanska občina. Gospodarsko-tehnološki center, za katerega se, kot pravijo v občinski upravi, zanimanje stopnjuje, bo po končani izgradnji notranjih prometnic, javne razsvetljave in ostale manjkajoče infrastrukture popolnoma opremljen čakal na prihod naložbenikov. Ključna, pravzaprav zadnja ovira, da poslovna cona v Dobruški vasi do zdaj še ni zaživela, je manjkajoče krožišče. Brez varnega uvoza v cono občina namreč zanjo ne more pridobiti uporabnega dovoljenja. A kot kaže, bodo v Škocjanu po večletnih prizadevanjih naposled premagali tudi to prepreko. Člani agrarne skupnosti, ki je lastnica dveh večjih zemljišč potrebnih za izgradnjo krožišča, so po navedbah župana pristali na ponudbo direkcije za odkup skoraj 4900 kvadratnih metrov zemljišč. Člani so sprejeli to ponudbo in seveda sedaj jaz mislim, da so glavnina že podpisali to pogodbo, še da so notarsko overjeni. Pa ni več nobenih zadržkov. Direkcija denar ima rezerviran. Projekt ne nazadnje je narejen, verjetno bo treba še kakšno usklajevanje, kakšna nivelacija, ampak v osnovi je. V Škocjanu si izgradnjo krožišča obetajo še letos. Sedaj smo v pripravi oziroma z dogovorom z direkcijo o sofinancerski pogodbi in ko bo ta usklajena, koliko občina, koliko direkcija, sledi razpis. Ker gre za državno cesto, bo glavnino stroškov izgradnje krožišča krila Državna direkcija za infrastrukturo, občina zanj pa v letošnjem proračunu namenja slabih 200 tisoč evrov. V Škocjanu upajo, da bodo postopki z izbiro izvajalca končani v pomladnih mesecih. Da so v poletnih mesecih že pričela izgradnja tudi tega dolgoletno težko pričakovanega rondoja, ki bo za potrebe seveda te cone in to je nekako garant tudi za pridobitev novih investitorjev. Ti si bodo lahko v coni z izjemnimi logističnimi pogoji nemudoma lotili urejanja novih proizvodnih zmogljivosti, saj zadržkov za pridobitev uporabnega dovoljenja ne bo več. Kako pomembno je zgrabiti prave priložnosti, se zavedajo tudi v Straški občini. Tamkajšnji občinski svetniki so zato potrdili rebalans letošnjega proračuna. Rebalans je bil potreben zaradi usklajevanja izvajanja nekaterih večjih naložb. V letošnje leto se nam prenašajo hidravlične izboljšave. Začeli bomo postopek z oddajo naročila za pločnik skozi naselje Hrušovec dejansko do naselja Straža. In pa seveda notri smo umestili tudi dve investiciji, kateri smo prijavili na Fundacijo za šport za nepovratna sredstva. Gre za obnovo doma partizanov v Avti vasi in izgradnjo 4-steznega balinišča v športnem parku Breza. Vsak projekt je ocenjen na 70 tisoč evrov. Ob tem bodo izvedli še vse ostale zastavljene naložbe. Na prihodkovni strani imamo približno 5 milijonov 100 prihodkov, odhodkov je 5 milijonov 400 tisoč, razliko smo predvideli v zadolževanju, če bo potrebno, seveda je odvisno tudi od doseženih cen pri postopkih javnega naročanja. Rebalans predvideva 3,2 milijona investicijskih odhodkov. V proračunu imamo tudi investicijo dograditve osnovne šole v Avta vas z 4 učilnicami, vendar smo ravno v tem trenutku v fazi preprojektiranja, ker so se v tem času, odkar smo pridobili gradbeno dovoljenje, tudi spremenili nekateri tehnični pogoji. Proti koncu leta nameravajo začeti postopke za gradnjo pločnika skozi naselje Podgora in za rekonstrukcijo ceste skozi Avto vas. Šmarješki občinski svetniki pa so na sinočnji redni seji kljub pomislekom svetnikov Toneta Bobiča in Milana Pajka, da je ta preobsežna, nekatera vprašanja pa bi si po njunem mnenju zaslužila samostojno obravnavo, v 4 urah obravnavali kar 17 točk dnevnega reda. Med drugim so soglašali z letnima programoma kulture in socialnega varstva. Sprejeti letni programi so osnova za objavo javnih razpisov, prek katerih občina sofinancira delovanje številnih občinskih društev in skrbi za izvajanje programov in projektov na področju športa, kulture in socialnega varstva.
Občina Šmarješka Toplica bo letos izvedla razpise za društva, ki bodo objavljeni 3. aprila, tako da se bodo vsa društva lahko prijavila, vsi razpisi bodo celoletni. Največ, gre za dobrih 130 tisoč evrov, občina namenja področju socialnega varstva. Upokojenskim društvom, v občini delujeta 2, bo na razpisu na voljo 2000 evrov. Ko so naši ljudje, občani, vključeni v te organizacije, je ta mizerne številke, tam pa take številke. Tako dajmo enkrat si naleči iz glavena, pa dajmo mečkano življenjsko razporediti sredstva. In da se tudi kaj prebukirati iz enega konta na drugega, sem če je volja. Upokojenska društva sredstva črpajo tudi na drugih razpisih, odgovarja županja. Se prijavljajo na razpise na področju športa, na področju kulture, na področju prireditev, tako da imajo možnost, da črpajo sredstva še na drugih razpisih, tudi na turizmu. Področju kulture je v letošnjem proračunu skupaj namenjenih dobrih 112 tisoč evrov. Vendar od tega gre skoraj polovica za delovanje knjižnice Mirana Jarca. To je 10 tisoč več kot lansko leto. Medtem ko je na področju kulture na občinskem nivoju pa zmanjšano za 5 tisoč. Mislim, da to ni prvo tako. Ja, lansko leto ni bilo ustanovljeno kulturno društvo in posledično temu so se tudi zmanjšala sredstva na področju kulture. Za ureditev spominske sobe in drugih kulturnih znamenitosti občina letos sicer namenja 6500 evrov. V sklopu občinskega praznika naj bi pri cerkvi začeli z postavljanjem, ne spomenikov, ampak doprsnih kipov pomembnim osebnostim v občini Šmarješka Toplica. Kot prvemu se bodo s kipom poklonili nekdanjemu dolgoletnemu županu Šmarjete Janezu Oberču. Topel januar je mnoge vinogradnike spodbudil k obrezovanju trte. Včasih je veljalo, da se na vincenca lahko začne s temi opravili brez škode za trto. Zdaj se nekateri bojijo, da bo hud mraz v teh dneh vplival na zmanjšanje pridelka. Trta je izredno odporna rastlina in vinogradnik lahko bistveno vpliva na njeno rodnost, je na kmetijskem forumu v Brežicah povedal strokovnjak za vinogradništvo z Mariborskega kmetijsko-gozdarskega zavoda Roman Štabuc. Je pa potrebno znanje, kjer lahko vinogradnik že zdaj z načinom rezi in pa seveda posledično z kasnejšim delom vpliva na tole, da se problem pozebe lahko zminimalizira. Mišljena je predvsem spomladanska pozeba in v Sloveniji uspevata sorti, ki imata s pravo rezjo po pozebi še večji pridelek. To sta zeleni silvanec in modra portugalka, razvoj v vinogradništvu pa gre še v drugo smer. Na prvem mestu bojo snovi, s katerimi bomo več ali manj vplivali na zakasnelo vegetacijo. To je prva stvar, to je vsa stroka išče te snovi, naravne snovi seveda. Pa tudi vzgoja novih vrst bo prinesla spremembe. V Krški vasi je vzorčni nasad, ker je možno videti in kupiti nove sorte. Med njimi so tudi sorte grozdja, ki so odporne na bolezni. Zato bi tudi na tem opozoril na to, da bi mogoče vinogradniki razmišljali tudi o sortah grozdja, ki se ne škropijo ali se manj škropijo. Praviloma se v vinogradih pretirano škropi. Prav tako bi pa tudi opozoril, da se sadijo sorte grozdja, ki se ne škropijo jedilnega. Za jedilnimi sortami grozdja bi lahko dosegli veliko večjo ceno. Z domačim pridelkom bi lahko vsaj v sezoni obogatili ponudbo na trgovskih policah, na katerih slovenskega jedilnega grozdja ni. Nadaljujemo v Črnomlju, kjer v domu starejših občanov v teh dneh končujejo v začetku januarja začeto sanacijo prostorov po decembrskem požaru in začenjajo z obeleževanjem 30-letnice delovanja doma. Osrednjo prireditev ob jubileju bodo pripravili 20. marca, ko bodo tudi uradno namenu predali po požaru celovito sanirane prostore. Načrtujemo, da bomo stanovalce preselili nazaj v naslednjem tednu. Menim tudi, da ne bo nekih večjih reklamacij, tako da postavljamo, življenje celotnega doma nazaj, nekako v normalne tirnice in zagotavljamo normalne pogoje in pa seveda tudi boljše za bivanje naših stanovalcev.
Prvega v nizu načrtovanih dogodkov v sklopu 30-letnice delovanja doma pa so pripravili včeraj, ko so odprli zanimivo razstavo Denar sveta. Njihova sodelavka Marija Zupančič je v 6 vitrinah na ogled postavila večji del svoje zbirke starega denarja iz 100 držav. Kot pravi, se je z zbirateljstvom pričela ukvarjati pred 3 leti. Največ od tega, ker sem sama tukaj veliko skopala tega denarja, na njivi, 20 kovancev, če ne več, teh starih. Danes ima v svoji zbirki 700 starih bankovcev in prav toliko kovancev vseh koncev sveta. Nisem pravi numizmatik, ker numizmatiki dajo velike denarje za en kovanc, pa za en papir, jaz pa tukaj pa malce nekaj dobim. Numizmatika, pomožna zgodovinska znanost, kot jo imenuje numizmatik Viktor Miljušenko, ki je zbranim na včerajšnji otvoritvi razstave predstavil zgodovino denarja, je Zupančičevo prevzela, zato bo nadaljevala z zbirateljstvom. Ja, do 1000 moram priti, pol pa ne vem. Ker načrtuje, da se bo letos upokojila, bo časa za njene hobije več. Zbira namreč tudi znamke in je dejavna na kulturnem področju. Zelo rada pa dela tudi stanovalci doma, v katerem je zaposlena že 22 let. Čeprav je bilo od začetka težko, ker me je vsaka smrt prizadela, vsako trpljenje. Zdaj pa ne vem, nekako se navadiš, narediš, kar moreš, namesto njih pa ne moreš prevzeti trpljenja in bolečine, Se pa trudim, da bi jim polepšala dan, dodaja Zupančičeva, ki jo imajo stanovalci črnomaljskega doma starejših občanov zelo radi in jo bodo gotovo pogrešali. V Luksemburgu je sredi februarja potekalo mednarodno tekmovanje tokalnih duov, na katerem sta med 21 vrhunskimi tokalnimi pari iz vsega sveta zmagala Slovenca, Trebanjec Jan Čibej in Ljubljančan Luka Poljanec. Poleg prve nagrade žirije sta prejela še nagrado občinstva. Z zmagovalcema smo se srečali v prostorih glasbene šole Trebnje in z njima preživeli glasbeno popoldne. Jan in Luka igrata skupaj slabega pol leta, nadela pa sta si ime duo Dendrokopos. Luka je ornitolog in je prišel na idejo, da bi se imenovala Dendrokopos duo, kar v latinščini pomeni detel, kar ima tudi nek simbolni pomen pri tokalih, ker tudi mi tolčemo po lesu. 19-letni Jan Čibej je študent 1. letnika Akademije za glasbo v Ljubljani in dijak 4. letnika Poljanske gimnazije. 18-letni Luka Poljanec pa je dijak 4. letnika Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana. Na tekmovanju sta bila najmlajša med tolkalisti. Ja, vsi ostali so bili nekako tam čez 20 let, povprečno verjetno nekaj 25. In so bili sami vrhunski duji, tako da konkurenca je bila kar huda. Tekmovanje je trajalo 8 dni v 3 krogih, zaigrala pa sta 10 skladb. Ja, jaz sem igral na veliko tolkal, ker je toliko različnih komadov za različne inštrumente, da sem igral kot na vibrafon, tudi na marimbo in na vse bobne in lonce in kar si srce pol želi. Nad uspehom sta bila presenečena tudi sama. Ja, zgleda, da jim je bilo nekako všeč, zato po moje, ker sem midva vsakič toliko veselila, da greva na oder to igrati in sva bila cela vesela pol, ko sva odigrala. Ja, v bistvu sva dobila veliko motivacije zdaj za delo za naprej. S tem duom bova tudi nadaljevala sigurno. Tekmovanje v Luksemburgu sodi v Svetovno zvezo 125 najuglednejših glasbenih tekmovanj, med katerimi so 4 namenjena tolkalom, kar daje njunemu uspehu še dodatno težo. Mladima tolkalistoma čestitamo tudi v uredništvu novic. Preživite lep večer, jutri pa bodite spet z nami.